Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V tokratni zgodbi bomo ponovno v družbi Tjana, dečka, ki je postal Božičkov pomočnik. Tokrat si je Tjan od vse želel, da bi lahko pomagal Božičku raznašati darila za otroke. A kaj, ko je bil Tjan šibek, saj po mnenju Božička ne je dovolj. A nekega dne se zgodi prava čarovnija in Tjanu se uresniči največja želja. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti zgodbi, nastali v okviru projekta Pismo Božičku, ki je nastala izpod peresa pisatelja Boštjana Gorenška z naslovom Kako je Božičkov Vilin Tjan postal super Tjan. Nekega mrzlega zimskega večera pred več kot 100 leti, ko so v Božičkovem domu že vsi trdno spali, se je iz najbolj oddaljenega kotička slišalo tiho ihtenje in stokanje. Zakaj nisem tako močan, da bi lahko na božično noč pomagal Božičku nositi vrečo z darili? Vsi prijatelji so jo že, samo jaz ne. In vsi lahko nesejo 5 daril v eni roki, le jaz samo eno. To nesrečno vzdihovanje so pozorno poslušali radovedni hišni pajki. Ko se je prebudilo jutro, so se razposajeni Božičkovi vilini zbrali pri zajtrku. Zakopali so se v polne krožnike, saj so želeli čim prej v Božičkovo delavnico, kjer jih je čakalo še veliko dela z izpolnjevanjem želja, ki so jih otroci zapisali v pismih Božičku. A za mizo so vedno ostali tako dolgo, dokler ni krožnika izpraznil še zadnji. Tako je namreč želela gospa Božičkova. Vsi so že pozajtrkovali in nestrpno pogledovali proti Tjanu, saj je edini imel na krožniku več kot pol zajtrka. Vilin Maksi Tjanu prijazno zašepeta na uho. Tjan, potrudi se in hitro pojej. Božič se bliža, mi pa moramo pripraviti še ogromno daril, saj veš. Preden ne poje zadnji, ne sme nihče od mize. Tjan mu žalostno odgovori. Saj bi, pa ne gre. Želodček ne spravi niti grižljaja več. V tem trenutku v veliko dvorano vstopi Božiček. Vsi vilini so na trnih in pogledujejo proti njemu, samo Tjan nemo strmi v svoj skoraj poln krožnik. Božiček glasno spregovori. Mudi se. Vilini, hitro pojdite pripravljati darila. Tjan, ti pa prosim še malo ostani. Ko vilini odidejo, Božiček počasi sede v svoj ogromni stol, prijazno pogleda Tjana, ga povabi k sebi in mu reče. Tjan, včeraj ponoči sem slišal tiho stokanje. Imam prav, da si to bil ti? Tjan dvigne pogled in tiho odgovori. Da, Božiček, jaz sem bil. Vem, kaj te teži. Ampak ali veš, zakaj lahko vsi ostali vilini nosijo toliko daril, ti pa ne? Ga vpraša Božiček. Tjan tiho odvrne. Vem, ker so drugi zelo močni, jaz pa sem šibek. Božiček nadaljuje. Tjan, res je. Ampak to je zato, ker ne ješ dovolj. Vsi ostali pojedo vsaj 2-krat več kot ti. Tudi lokomotiva ne more brez goriva peljati težkega tovora v daljna mesta. Tjan mu solznimi očmi odgovori. Pa saj bi, pa še kako rad, a ne morem niti grižljaja več. In spusti potoček solz. Božiček ga poboža po laseh in mu reče. Dobro je, dobro. Pojdi zdaj za svojimi prijatelji
jaz pa bom šel na posvet gospe Božičkovi. Mogoče skupaj najdeva rešitev za tvojo težavo. Tjan je po prstih odšel. Božiček pa je počasi stopil do kuhinje, ker je gospa Božičkova že pripravljala naslednji obrok. Ko je zagledala Božička, je samo pogledala izpod čela in rekla: Tjan? Da, Tjan. Pa tako prijazen in dober pomočnik je. Ne vem več, kako bi mu lahko pomagal, reče Božiček in si z roko podpre glavo. Božiček in gospa Božičkova globoko zavzdihneta in zamišljena sedeta. Takrat pa skozi priprta vrata veselo plane psiček Nudli. Ko jo zagleda, kako oba tiho in zaskrbljeno sedita, jo želi razvedriti. Razigrano začne skakati po kuhinju, na stol, stola nazaj na tla, na mizo, dol. In ko ne ve, kaj bi še storil, da bi jo razveselil, skoči še na kuhinjski pult. A glej ga zlomka, spodrsne mu. Z repom zamahne proti odprti omari, kjer so shranjeni Božičkovi najljubši svedrčki. Ti se razsujejo naravnost v velik lonec, kjer gospa Božičkova pripravlja vročo čokolado. Božiček hitro skoči, da bi rešil, kar se rešiti da, a je prepočasen. Svedrčki so že padli v čokolado. V tem se spotakne še ob Nudlija, zamahne z roko, da se ne skotali po tleh, zaziba z glavo sem in tja in takrat iz njegovega zlatega cofa odleti zlata nit naravnost v lonec z vročo čokolado in svedrčki. V trenutku se cela soba zatrese in zlato razsvetli, kot bi vanjo padel zvezdni utrinek. Lonec pa se zavrti kot najhitrejši vrtiljak. Božiček, gospa Božičkova in psiček Nudli prestrašeno zrejo v lonec. Božiček se opogumi in pazljivo pogleda vanj. Ves začuden je cljaje spregovori: Saj ne bosta verjela? Pristopita še gospa Božičkova in psiček Nudli in skupaj strmijo v lonec. V loncu ni ne duha ne sluha v čokoladi, svedrčkih in zlati niti z cofa. V loncu so samo čokoladno rjavi svedrčki. Gospa Božičkova vsa vesela vzklikne: Kaj pa, če je to pravi zajtrk za našega Tjana? Psiček Nudli hitro povoha lonec, modro pokima in si slastjo oblizne gobček. Tudi Božiček se nasmeje do ušes. Jutri zjutraj poskusimo in držimo pesti. Zdaj pa me čakajo polne vreče pisem. Pridi, Nudli, jih bova skupaj prebrala. Nudli navdušeno pomiga z repkom in skupaj se odpravita v Božičkovo pisarno. Gospa Božičkova previdno vzame lonec s čudežnimi čokoladno-rjavimi svedrčki in jih pazljivo pospravi v leseno skrinjo. Kot bi mignil, je minil dan in zlata luna je to noč še hitreje prepotovala globino neba. Kot vsak dan so se s prvimi sončnimi žarki Božičkovi vilini zbrali pri zajtrku. In tudi to jutro so bile vse oči uprte v Tjana in njegov krožnik. A ne zato, ker bi čakali, da poje, temveč zaradi omamno dišečega presenečenja, ki ga je čakalo. Na njegovem krožniku je bil namreč drugačen zajtrk. Kupček čokoladno-rjavih svedrčkov, čudovito okrašenih smetano in posutih s cimetom. Kaj takšnega še nikoli niso videli. Tudi Tjan je začudeno strmel v krožnik. Po nekaj trenutkih obotavljanja je vzel vilice, da preizkusi to čudo. Ko je dal prvi svedrček v usta, so se mu oči zlato zasvetlikale in v 3 minutah je spraznil ves krožnik. Še polizal ga je na koncu, čeprav je vedel, da tega gospa Božičkova ne odobrava. Navihano je pogledal prijatelje in jim rekel: Danes ste pa vi nekam počasni. Hitro, hitro, le še nekaj dni je do Božiča in pripraviti moramo še ogromno daril.
Izza vrat kuhinje so vse skozi kukali Božiček, gospa Božičkova in psiček Nudli. Ko so videli, kaj se je zgodilo, so se tudi njim zlato zasvetile oči, še posebej močno pa je zažarel Božičkov zlati cof. Od tistega dne naprej je Tjan vsak dan pojedel zajtrk hitreje kot ostali. Že nekaj dni pred božičnim večerom je lahko v eni roki nesel kar 10 daril. Prijateljem ni nikoli ošabno kazal svoje nove moči, ampak jim je z njo pomagal, da so delo opravili hitreje. Ko je prišel predbožični dan, je imel Božiček prebrane že vsa pisma otrok. Tudi darila so bila že pripravljena. V veliki dvorani je Božiček nasmejano vprašal zbrane Viline. Kdo mi bo letos pomagal raznašati darila dobrim otrokom? Vsi, prav vsi, so z nasmehom odgovorili Vilini, srečni, da bo letos lahko darila raznašal tudi Tjan. Stopili so okrog Božička in skupaj z njim veselo zapeli. Tjanu so se oči zlato svetile, ko je smuknil na Božičkove sani. Nežno je pobožal jelenčka Rudolfa, nato pa se je s prijatelji Vilini in Božičkom prvič podal na čarobno pot okrog sveta. Od takrat so minile že leta. Tjan je ugotovil, da mu za zajtrk teknejo tudi jabolka ali kruh z marmelado, ovsena kaša ali pečena jajčka. Pravzaprav ni jedi, ki mu ne bi dišala. Za posebne priložnosti mu gospa Božičkova še vedno pripravi čokoladno rjave svedrčke, a tudi brez njih je Tjan še vedno tako močan, da s Božičkom obleti svet. Mogoče je bil tudi pri vas? Ste kakšno božično jutro opazili, da je na mizi manj čokoladnih piškotov, kot jih je bilo zvečer pred spanjem? Bravo, Tjan. Z vztrajnostjo ter srčnostjo si dosegel tisto, kar se ti je sprva zdelo nemogoče. Res pa ne smemo pozabiti, da sta zdrava hrana ter skrb za naše telo pomembna, da imamo dovolj moči za vse velike podvige. Otroci, današnja čarobna zgodba je prva iz serije dogodivščin Vilina Tjana. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še ostalim 3 vilinskim zgodbam, ki so polne zanimivih dogodivščin ter čudežev. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in nikoli ne prenehajte sanjati ter verjeti vase. Pošiljam vam super Tjanov pozdravček. Čau, čau. In bravo, Tjan. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno bomo v družbi Božičkovega pomočnika Vilina Tjana. V tokratni zgodbi bo nagajivi škrat Matiček Božičku, gospe Božičkovi ter Vilinom precej ponagajal. Tako zelo, da bi otroci na božični dan lahko ostali celo brez daril. Me res zanima, kako se bo razpletla ta zgodba. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti zgodbi, nastali v okviru projekta Pisma Božičku, ki je nastala izpod peresa pisatelja Boštjana Gorenška z naslovom Kako je Božičkov Vilin Tjan rešil Božič. Nekega jesenskega večera pred davnimi leti je bilo v Božičkovem domu vse v pričakovanju pomembnega obiska. Kot vsako leto bodo tudi letos Viline na dan čarovnic obiskali njihovi daljni bratranci, nagajivi škratje, prijazne zobne vile. Vilin Tjan je pri večeri dejal: Komaj čakam, da se zopet vidimo.
Letos jim ne bomo pustili, da nam kaj ušpičijo. Komaj se je zasvitalo, že so vsi sedeli na svojih sedežih in nestrpno čakali na zajtrk. Ker je bil pred njimi poseben dan, jim je gospa Božičkova pripravila čokoladne svedrčke. Božiček je tiho rekel: Še zdaj ne morem verjeti, da smo imeli lani takšno gromozansko srečo. Poglej, kako srečen je Tjan. In prav tako vsi drugi. Gospa Božičkova se je nasmehnila in mu odvrnila: Res je. In upam, da škratje letos ne bodo špičili kaj takšnega, da bi Vilinom vzelo dobro voljo. Po zajtrku so se Vilini odpravili v igralnico, a namesto da bi se igrali, so se z noski prilepili na okna. Čakali so in čakali in končno so v daljavi zagledali bele samoroge, ki so vlekli bele kočije v obliki zobkov. Urno so stekli na dvorišče in prvi je bil seveda Vilin Tjan, s katerim se ne po hitrosti, ne po moči ni mogel kosati nihče. Ko je videl, da so škratje seboj pripeljali velike oranžne buče, se je zaslišal njihov veseli juhej! Vilini in škratje so se objeli, nato pa odhiteli proti Božičkovi delavnici, ker jih je čakalo orodje za rezljanje buč in izdelavo čarovniških mask. Po vilinsko dobrem kosilu, palačinke z gromuljevo kremo, je napočil čas zabave. Strašljive buče so se svetlikale okrog Božičkovega doma in gaja. Vilini in škratje so se našemljeni postavili vsak na svojo stran dvorišča in čakali na znak, da lahko pričnejo z iskanjem sladkih dobrot, ki sta jih skrila Božiček in zobna vila. Božiček je v čudežno piščal pihnil trililili, psiček Nudli je zalajal in veliki lov na sladkarije in skriti zaklad, ogromen paket Božičkovih čokoladnih svedrčkov, se je pričel. Škratje so si neznansko želeli poskusiti čokoladne svedrčke. Pogledali so pod vsak še tako majhen kamenček, za še tako majhen grmiček in še tako majhno luknjico. Že se je večerilo, ko je škrat Matiček za zelenim grmom zagledal veliko črno luknjo. Oči so se mu zasvetlikale, a ko je hotel steči, se je za grma prikazal Vilin Tjan. Začudeno je pogledal Matička in nato v luknjo. Nasmejan do ušes je smuknil v luknjo, ki je v tistem trenutku zagorela v zlati svetlobi. Vilin Tjan je našel skriti zaklad. Iskanje se je končalo in čas je bil za čarovniško zabavo. Razočarani škratja so se hitro potolažili in skupaj z Vilini plesali in se veselili. Le nagajivi Matiček je ves čas ždel v kotu dvorane in mrko premišljeval, kako se bo Vilinom maščeval. Ni namreč prenesel, da ni zmagal. Nenadoma se mu posveti. Vsi Vilini imajo očala, kar pomeni, da ne vidijo dobro. Če bi kar naenkrat ostali brez njih... Ko so bili vsi utrujeni od plesa, se je zabava počasi končala. Nagajivi Matiček je počakal, da so vsi zaspali, nato pa se je tiho odpravil v spalne prostore Vilinov. Iz nočnih omaric je vzel očala in jih pospravil v zeleno malho. Ko je končal, je zagledal rdeča vrata z napisom Božičkovi prostori. Nagajivo se je nasmejal, vstopil in hitro vzel še očala Božička in gospe Božičkove. Nato se je zadovoljen pritihotapil do črne luknje za zelenim grmom in vanjo vsul očala. Škratje in zobna vila so na pot krenili pred sončnim vzhodom, saj so morali še pred jutrom pobrati vse zobke. Vilini pa so se polni vtisov prejšnjega dne šepetaje pogovarjali. Vse do trenutka, ko je prvi malce bolj na glas rekel: Le kje so moja očala? In le nekaj trenutkov za njim še drugi: Tudi mojih ni. In nato še tretji, 10. in 100.
Kar naenkrat se zasliši bum in tresk in počasi se odpro vrata. Vilini napne oči, a vse, kar vidijo, je rdeča kepa. Zasliši se Božičkov glas. Ali je kdo videl moja očala in očala gospe Božičkove? Vsi v en glas zavpijejo. Nismo, tudi naših očal ni nikjer. Božiček je tiho rekel. Le kako bom bral pismo otrok? Vilini so rekli. Kako bomo pripravili darila za vse otroke? Gospa Božičkova je rekla. Kako bomo uredila vse sezname otrok? To so zagotovo ušpičili nagajivi škratje zobne vile. Do dvorane za zajtrk so se komaj prikobacali. Namesto sladkih čokoladnih svedrčkov so dobili slane, saj se je gospa Božičkova zmotila in namesto sladkorja v krog dodala sol. Vilini so se spotikali ob najmanjše ovire in bili so vsi umazani in prašni. Povsod so tipali za očali, a v njih ni bilo ne duha, ne sluha. Končno je Božiček za pomoč prosil psička Nudlja. Nudlj je od ponosa zastrigel z ušesi, zamahnil z repom in se lotil dela. Prevohljal je ta kot, oni kot, tisto omaro, one copate, ko se kar naenkrat ustavi, dvigne ušesa in z gobčkom na tleh začne slediti nevidni črti. Potem pa ga ni in ni bilo. Kar naenkrat se prikaže z modrimi očali v gobčku, jih nese do Vilina Tjana in spet oddrvi. Vilin Tjan si jih takoj natakne na nos, a glej ga zlomka, vse vidi zamegljeno. V tem trenutku je Nudli nazaj z zelenimi Božičkovimi očali. Tudi Božiček se jih vesel nadane, a tudi on ne vidi nič kaj bolje, morda še bolj zamazano. In tako Nudli prinese vsa očala in pri vseh je enako. Kljub olajšanju, da so našli očala, so bili vsi zelo nesrečni, kajti do božičnega večera sta bila še manj kot 2 meseca. Božiček je moral brati pisma s povečevalnim steklom, zato je prebral le eno pismo na pol ure. Gospa Božičkova je pisala sezname malo po papirju, malo po mizi, saj ni videla, kje se kaj konča. Vilini so sestavljali igrače na vtip in po občutku. In tako niso opazili, da so namesto koles na avto privili vetrnico in namesto v omaro številka 6 darila postavili v omaro številka 9. Ko je obupal tudi Vilin Tjan, ki je ostale vse skozi spodbujal, je gospa Božičkova sklenila. Pripravila bom kopel za vse. Čeprav ne vidim, kako umazani ste, vas že skoraj vonjam. Vilin Tjan se je skoraj pogreznil v tla. Ne samo kopanja, tudi vode se je bal. Gospa Božičkova je v kad natočila vodo, Vilini pa so se postavili v vrsto. Eden za drugim so morali priti v kad, se umiti, stopiti ven in se osušiti. Vrsta se konča in gospa Božičkova reče: Eden manjka. Skopalo se vas je 542, vseh pa vas je 543. Kdo se je izgubil? Vse je bilo tiho, ko naenkrat Nudli zalaja, Tjan pa od presenečenja zakriči. Gospa Božičkova mu takoj ukaže: Tjan, hitro v kad, da zaključimo s kopanjem. Tjan je prišel do kadi, a ni mogel narediti koraka naprej. Nudli hoče pomagati in skoči v kad, da bi poškropil Tjana, a je pozabil, da se tudi on boji vode. Tako se izstreli iz kadi in z repom zadane v poličko zmili, ki padejo v kad, da kar naenkrat postane polna belih mehurčkov in pene. Tjan izgubi strah, ker zaradi pen ne vidi vode, a pozabi sneti očala z obraza. Ko stopi z eno nogo v kad in začuti vodo, hoče nazaj, a ker se ob njega opre gospa Božičkova,
Tjano spodrsne in štrbunkne v kat. Kar naenkrat iz pen pogleda bela Tjanova glava. Obrne se, potrese z glavo in veselo zakriči: Vidim! Vsi nejeverno pogledajo proti Tjanu, on pa ves mokr že stoji pri gospe Božičkovi. Gleda njena očala in jih obrača, ko opazi Nudlija, kako mu iz gobčka teče slina. In takrat se mu posveti. Očala pomoči v kat s penami in z rdečo fliko, ki je gospa Božičkova imela pripravljeno za krpanje Božičkovega plašča, obriše očala in jih izroči gospe Božičkovi. Ta si jih nadane na obraz in takoj se ji izriše nasmeh olajšanja. Božiček, Božič bomo rešili! Božiček, ki je bil že prepričan, da letos otroci ne bodo dobili daril, previdno pristopi clja do kopalnice. Gospa Božičkova mu vzame očala, jih da Vilinu Tjanu, ki ponovi postopek in jih vrne. Božiček se tako iz srca nasmeji, da se mu zasveti zlati cof na kapi. Vsi Vilini so nato prinesli svoja očala, Tjan jih je očistil in vsi so zopet videli. Takoj so zapeli in šli v Božičkovo delavnico urediti nered, Božiček pa napisati pismo zobni vili. Naslednje jutro se s treskom odprejo vrata. Vstopi zobna vila, za njo pa ves majhen in sklonjen nagajivi Matiček. Potihoma reče: Nisem želel kaj slabega, samo malo sem vam želel ponagajati, ker nisem jaz našel Božičkovih čokoladnih svedrčkov. Božiček in gospa Božičkova se spogledata, prav tako Vilini. Božiček reče: Nagajivi Matiček, zdaj si videl, kaj se lahko naredi, če preveč nagajaš. Vem, da kaj takšnega nikoli več ne boš storil, zato ti oprostim. Tudi Vilini so resnomno prikimali. Matičko je vidno odleglo, zobna vila pa je rekla: Moji nagajivi škratje so se odločili, da vam pridejo pomagati pri darilih, saj ste zaradi njih v takšnem zaostanku. Vsi pa si želimo, da otroci dobijo darila. Vilini so navdušeno vzkliknili: Hura! In skupaj s škratji odrveli v Božičkovo delavnico. V tednu dni so pripravili vsa darila. Tudi nagajivi Matiček se je po nekaj dneh prvič nasmejal. Zadnji dan pa je skupaj z ostalimi že prepeval Božičkovo najljubšo pesem, Pismo Božičku. Ko so končali, je Božiček rekel: Ker ste bili tako pridni, je gospa Božičkova za vse pripravila čokoladne svedrčke s smetano in cimetom. Škratje so med vzklikanjem Božiček, Božiček, Božiček pojedli vse čokoladne svedrčke do zadnjega. In tako so se nagajivi škratje zobne vile odpravili pobirati zobke, Vilini pa veselo iskati svoja božična oblačila, kajti že čez nekaj dni se bodo z Božičkom odpravili na najlepšo pot leta, na obdarovanje vseh dobrih otrok. Tjan se je po nezgodi v kadi začel rade volje kopati, vsi Vilini pa so si začeli vsak večer poleg zobkov umivati tudi očala. In tako dobro, kot so videli od takrat naprej, prej niso nikoli. Ja, konec dober, vse dobro. Tale Matiček je pa res precej nagajil škrat. A na srečo je Vilin Tjan pokazal, kako pomembni sta pogum in iznajdljivost, da premagamo še tako velike težave. Z dobro voljo, vztrajnostjo in malo domišljije lahko rešimo skoraj vse. Otroci, današnja čarobna zgodba je druga iz serije dogodivščin Vilina Tjana. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še ostalim 3 vilinskim zgodbam, ki so polne zanimivih dogodivščin ter čudežev. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite prijazni, ter se kmalu spet poslušamo.
Pošiljam vam božični pozdravček. Čau, čau. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tudi tokrat bomo v čarobni družbi Božičkovega pomočnika Vilina Tjana. Namreč Božiček in gospa Božičkova imata za Tjana prav posebno nalogo, ki lahko uspele njemu. Res me zanima, kako se bo Tjan spopadal s to posebno nalogo. Bo uspel s svojo iznajdljivostjo in pogumom izpolniti pričakovanja Božička in gospe Božičkove? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti zgodbi, nastali v okviru projekta Pismo Božičku, ki je nastala izpod peresa pisatelja Boštjana Gorenška z naslovom Kako je Božičkov Vilin Tjan osrečil Lili. Nekega tihega meglenega večera je Lili v svoji majhni temni sobici, ki jo je delila z bratoma, sedela za mizo in otožno pisala pismo. Dragi Božiček, vem, da je do Božiča še več kot 2 meseca. Vem tudi, da dobiš nešteto pisem in vsakega najbrž ne moreš prebrati. Ne želim si igrač ali novega telefona. Vse, kar si želim, je, da doma ne bi bilo več tako tiho. Oče in mama sta cele dneve v službi. Ko sta doma, sta utrujena in se med sabo ne pogovarjata, kaj šele z mano ali bratoma. In, dragi Božiček, vem, da sta Oskar in Bor starejša in jaz majhna. Prosim, pomagaj, da se bosta z mano igrala in ne bom ves čas čisto sama. Tvoja Lili. Ko je pismo zaprla v kuverto, ji je iz očesa pritekla solza in padla na pismo. V tistem trenutku se je soba močno zlato zasvetlikala in ko je Lili prestrašeno pogledala na mizo, pisma ni bilo več. Ravno v tistem času je v Božičkovem domu potekala predpraznična zabava. Približeval se je namreč čas, ko bodo začeli pripravljati darila in peči slaščice. Vilin Tjan je ravno pripovedoval šalo, ko je naenkrat močno blisknilo in pred Božička je padlo svetlikajoče se pismo. Vse je potihnilo. Božiček je previdno vzel pismo, ga pregledal z vseh smeri in počasi odprl. Tiho ga je prebral, predal gospe Božičkovi, da ga je prebrala tudi ona, vzel nazaj in rekel: Kaj takšnega? Skrbno poslušajte. Pismo je prebral na glas in vsi so ostali brez besed. Le solze, ki so se utrnile iz oči Vilinov, so se nežno svetlikale po dvorani. V Božičkovi pisarni so se zbrali Božiček, gospa Božičkova in Vilin Tjan. Gospa Božičkova je resno rekla: Lili potrebuje našo pomoč. Božiček je prikimal. Tjan, letos imam zate prav posebno nalogo. Tjan je hitro rekel: Karkoli boš želel, Božiček, Lili hočem pomagati. Božiček je tiho rekel: Tjan, letošnje praznične dni ne boš pomagal bratom Velinom, ampak boš pomagal Lili. Poslal te bom v njen dom, kjer boš svoj pogum in dobroto delil Lili in njeni družini. Tjan je odvrnil: Ampak kako, Božiček, saj me otroci ne smejo videti?
ne bodo te. Čez dan boš kot lutka opazoval družino, po noči pa boš oživel in takrat boš lahko pomagal Lili. Gospa Božičkova se je široko nasmejala. Tjan, če komu, bo uspelo tebi. Božiček pa je dodal. Dober mesec časa imaš, da s svojo bistroumnostjo in pomočjo bratov Vilinu ugotoviš, kako ji boš pomagal. Vilin Tjan je hitro smuknil v dvorano in vsem Vilinom povedal, kakšno nalogo mu je zaupal Božiček. Vsi so se razveselili in začeli dajati pobude. Vilin Tjan si je zapisoval ideje, o njih premišljeval in hitro je minil mesec, ko ga je Božiček poklical v pisarno. Vidim, da si pripravljen. Veseli me, da si za pomoč prosil brate Viline, saj lahko le skupaj pomagamo Lili. Po večeri pridi v mojo pisarno, pripravljen na svojo pustolovščino. Tjan je veselo pokimal, se šel posloviti od bratov Vilinov, Božiček pa je vzel pisalo in napisal. Draga Lili, vedno preberem srčne želje otrok, zato ti pošiljam Vilina Tjana. Postani nasmejana, tvoj Božiček. Nasmehnil se je in skrbno pripravil čudežni prah. Po večeri je Vilin Tjan prišel v Božičkovo pisarno, kjer mu je Božiček predal pismo in rekel. Jutri se bo znašel pri Lili doma. Če me boš res potreboval, po noči pozvoni zvončkom, ki ga imajo na omari. Vsi so se objeli, si zaželeli srečo in nudli ga je 3-krat mokro obliznil. Božiček je vzel čudežni prah, izgovoril čudežne besede in prah pihnil Tjana. Božičkova pisarna se je zasvetila in Tjan je izginil. Naslednje jutro je Lili kot vsako jutro šla v kuhinjo pripravljati zajtrk za družino. Na mizi je zagledala lutko in pismo. 3-krat si je pomela oči ter začela tekati po hiši in glasno vzklikati: Hvala, hvala! Oče, mama in brata so prihiteli pogledati, kaj se je zgodilo. Lili jim je skočila v objem in se jim zahvaljevala za darilo. A vsi so jo le začudeno gledali. Ko so pogledali na mizo, je Oskar hitro skočil, vzel lutko in pismo, da ga na glas prebral. Vsi so presenečeno poslušali in Bor se je začel na glas smejati. Lili si je sama napisala pismo in kupila igračo. Vsi so se nasmejali in šli naprej po svojih opravkih. Lili pa je strgala Tjana iz Oskarjevih rok in pohitela v svojo sobo. Tjana je močno stisnila k sebi in se presrečna zahvalila Božičku. Ko se je Lili vrnila iz šole, je najprej objela Tjana in naredila nalogo. Ko sta domov prišla še brata, sta jo pričela zbadati. Hitro nama pokaži Vilina Tjana, da nama izpolni kakšno željo. A Lili se je samo nasmejala in ga še močneje stisnila k sebi. Ker sta Oskar in Bor ugotovila, da je zbadanje ne gane, sta izvečer Tjana vzela, ga zavezala na strop in ji rekla: Če je res Božičkov Vilin Tjan, se bo že rešil. Seveda jo je naslednje jutro čakal na njenem stolu s kratkim sporočilom: Bodi nasmejana. Naslednji večer sta izkrila šolske zvezke in svinčnike. In spet so bili vsi zvezki in svinčniki naslednje jutro na njenem stolu, zloženi, na njih pa je sedel Tjan s sporočilom: Morala se bosta bolj potruditi. Spet naslednji dan sta izkrila očala in zobno ščetko. In spet je Lili vse čakala na stolu s sporočilom: Vsi imamo radi skrivalnice. To se je nadaljevalo dan za dnem. In neke noči je Tjan pozvonil na zvonček na omari. Prikazal se je Božiček in rekel: Tjan, je vse v redu? Tjan je odgovoril: Lili je vsak dan nasmejana, a brata še vedno samo nagajata,
starša pa še vedno samo gledata v telefone. Mislim, da moramo poklicati na pomoč še Nudlija. Božiček je premišljujoče pogledal in izginil. Naslednje jutro je Lili našla Tjana pred vrati s sporočilom: hitro odpri vrata, Nudlija zebe. Lili je začudeno odklenila vrata, ko je vanjo kot iz topa skočil psiček, ves premočen in bel od snega. Podrl jo je in jo začel vso nasmejano lizati po vratu. V tistem sta pridrvela starša in zadaj še brata, vsi pa so v en glas vzkliknili: kaj dela moker pes v naši hiši? Nudli ni čakal in je začel milo stokati. Lili ga je spet objela in rekla: Tjan ga je pripeljal, moramo ga imeti. Ker se je staršema mudilo v službo, sta samo skomignila in odhitela. V naslednjih dneh je hudomušni Nudli ves čas tekal z Lili, Tjan pa je vsako jutro v sporočilu napisal novo igro. Kmalu so se Lili in brata že skupaj igrali, nato pa sta se pridružila tudi oče in mama. Tjan jih je z velikim veseljem spremljal, saj ga Lili ni nikoli spustila iz rok. 3 dni pred božičnim večerom je Tjan zopet pozvonil zvončkom. Ko se je Božiček prikazal, mu je navdušeno rekel: Božiček, uspelo nama je. Nudli lahko gre domov, da se ne bodo preveč navezali nanj. Jaz pa bi ostal še do božičnega večera. Božiček je zadovoljno prikimal in izginil. Naslednje jutro je Lili in družino Tjan pričakal pred vrati s sporočilom: Nudli je moral domov, imel se je lepo, hov, hov. Vsi so se žalostno pogledali, a kmalu veselo zasmejali, ko so se spomnili vseh čudovitih skupnih trenutkov. Lili, Bor in Oskar pa sta v en glas rekli: Oči, mami, ali lahko dobimo kužka? Prosim. Oče in mama sta se samo spogledala in nasmejala. Še tisti dan sta šla v zavetišče za živali in tam našla mladega kužka, ki je bil Nudliju zelo podoben. Povedala sta, da prideta ponj na božični večer. Naslednji dan so prvič skupaj postavili in okrasili božično drevo. Lili je z mamo pekla božične piškote, oče in brata pa so z lučkami prvič okrasili tudi hišo. Tjan pa je vsako noč veselo plesal po hiši in jim pripravil novo sporočilo. Prišel je božični večer. Vsi so sedeli za mizo, Lili je v naročju držala Tjana in veselo so se pogovarjali o dogodivščinah prazničnega decembra, Nudliju in ostalih lepih skupnih trenutkih. Takrat pa Oskar vpraša Lili: Lili, zdaj pa nam povej, kje si kupila Tjana in kdaj si se tega domislila. V tistem trenutku je na strehi nekaj zacingljalo in cela soba se je zlato zableščala, da so si morali vsi pometi oči. Pogledali so v božično drevesce. Pod njimi so bile 4 majhne zlate škatlice in ena večja. Hitro so stekli do drevesca in začudeno odprli vsak svoje darilo. Starša in brata so dobili zlate kompase, Lili pa plišasto igračko Nudlija s sporočilom: Tvoj Tjan. A glej ga zlomka, kakorkoli so zlate kompase obračali, vedno je puščica kazala na Lili. Lili je rahlo zardela, stisnila Nudlija k sebi, pogledala v nebo in tiho rekla: Hvala, Božiček, hvala, Tjan. Stekla je k mizi, da bi stisnila še Tjana, a lutke ni bilo nikjer. Tisti trenutek je v sebi vedela, da je njeno željo prav zares izpolnil Božiček. Takrat pa je nekaj zacvililo, Lili in brata so pogledali naokrog in videli starša s škatlo v rokah. In iz nje je gledal majhen smrček. Stekli so do njiju in se skupaj s kužkom, ki so ga poimenovali Nudli, igrali še pozno v noč.
Tisti čas sta na Božičkovih saneh široko nasmejana pot že nadaljevala Božiček in Vilin Tjan. Komaj sta čakala, da razdelita vsa darila, ter gospe Božičkovi in Vilinom povesta, kako čudovito božično pravljico so skupaj ustvarili. Dragi otroci in dragi starši, pogovora, skupne igre in smeha ne premaga še tako veliko darilo. Božiček in Tjan. Čudovita ter zelo ganljiva zgodba. Vilin Tjan je s svojim obiskom deklici Lili pričaral nasmeh na obrazu in dokazal, kako pomembno je, da si vzamemo čas drug za drugega. Včasih lahko že drobna pozornost, lepa beseda ali prijazna gesta nekomu polepša dan. Bravo. Otroci, današnja čarobna zgodba je tretja iz serije dogodivščin Vilina Tjana. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še ostalim 3 vilinskim zgodbam, ki so polne zanimivih dogodivščin ter čudežev. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in le stisnite se k svojim najdražjim. Pošiljam vam vilinski pozdravček. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Vas zanima, kako postati Božičkov pomočnik? V današnji čarobno obarvani zgodbi bomo spoznali žalostnega dečka Tjana, ki je nestrpno čakal svojega očeta, da se vrne domov. A očeta ni bilo. A nekega večera se je zgodilo nekaj čarobnega ter povsem nepričakovanega. Le kaj? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti zgodbi, nastali v okviru projekta Pismo Božičku, ki je nastala izpod peresa pisatelja Boštjana Gorenška z naslovom Kako lahko postaneš Božičkov Vilin. Pred mnogimi leti je v majhni leseni hišici v Bistrem potoku živel deček. Bil je star 9 let, zmršenih las in svetlikajočih se oči. Nekega sivega zimskega dne je že 3. dan žalostno strmel skozi zaledenelo okno. Vsake toliko časa je moral od blizu zadihati in s prstkom narediti luknjico, da je sploh kaj videl. A očeta ni in ni bilo. Po glavi so se mu podile strašne misli. Je oče pozabil nanj? Se mu je kaj zgodilo? Je odšel v daljne kraje in ga pustil samega? Kdaj pa kdaj je priskakljala majhna črna vrana Frana in s kljunčkom potolkla tok, 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 da bi ga razvedrila. Pred 3 tedni jo je deček našel blizu hiše, ko je padla iz gnezda in jo rešil pred mrzlo nočjo. Deček jo je le prijazno pogledal, iz stare lesene posode vzel 3 posušene gozdne jagode in jih položil pred njo. Nasmehnil se je, jo pobožal in tiho zašepetal. Boš videla, oče bo kmalu prišel domov in me močno objel. Skupaj se bova smejala, ko mu bom povedal, kako me je skrbelo zanj. Nasmeh mu je počasi zbledel in spet je žalostno zastrmel skozi okno. Dan se je že prevesil v večer in z neba so začele padati drobne snežinke. Deček je stopil do mize, vzel žigalice in prižgal svečo. Takrat namreč še niso imeli elektrike. Topel plamen je rahlo osvetlil sobico in sliko dečkove mamice.
Dečku je iz očesa pritekla solzica. Kadarkoli je očeta vprašal, kje je mamica, mu je oče nežno odgovoril, da je nekje na lepšem in vse skozi misli nanj. Kra, 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 se je oglasila vrana Frana in mu skočila na ramo. S kljunčkom ga je rahlo dregnila v uho in pokazala proti leseni posodi s suhim sadjem. Deček je pobožal po kljunčku in odšla sta po priboljšek. Ravno tisti čas se je na nebu dogajalo nekaj neverjetnega. Božiček je preizkušal svoje nove sani. Jeleni so od veselja dirjali levo, desno, gor in dol po nebu. Psiček Nudli je od navdušenja cvilil in skakal z enega naslonjala na drugega. Božiček si je zadovoljno gledal brado, ki je vihrala v zraku, ko je kar naenkrat zapihal močan veter. In sani je obrnilo kot gugalnico. Božiček se je komaj obdržal na saneh, jeleni pa so se od strahu pognali še višje v nebo. Božiček jih je začel trepljati in ko so se umirili, se je zadovoljen prijel za svoj čudežni zlati cof. A nekaj ni bilo prav. Bilo je preveč tiho. Kje je Nudli? Božiček je svojimi čudežnimi očmi iskal in iskal, a Nudlija ni videl. Deček je upihnil svečko in se splazil v svojo mehko posteljo. Razen nežnega žuborenja potočka je bilo vse tiho. Žalosten je gledal proti zaledenelemu oknu. Tiho si je ponavljal. Oče bo kmalu prišel in vse bo v redu. Ko je kar naenkrat zaslišal kra, kra, kra in pritajeno trkanje po vratih. Skočil je iz postelje, stekel do vrat in jih sunkovito odprl, tako močno, da je vrana Frana komaj odfrfotala. A zunaj ni bilo nikogar, samo veter in sneg. Komaj je zaprl vrata, že je mala vrana Frana zopet začela vreščati kra, kra, kra in s kljunčkom trkati po vratih. In ni prenehala. Deček jo je prijel in ko je že hotel nesti proti posteli, je zaslišal tiho cviljenje. Postalo ga je strah. Le kdo bi ob takšni uri in takšnem vremenu lahko taval zunaj? A mala vrana Frana ni prenehala. Vreščala in vreščala je ter frfotala proti vratom. Dečka je zaskrbelo. Morda pa kdo potrebuje pomoč. Z žigalico je prižgal svečko ter z vrano Frano pod srajco stopil do vrat in jih počasi odprl. Razen vetra in potočka je bilo vse tiho, ko je kar naenkrat zopet zaslišal tiho cviljenje. Počasi je stopil iz hišice in poslušal. Bos je stopal po belem snegu in bliže kot je bil potoku, bolj glasno je cvililo. Že je bil na mostu, ko je na kamnu sredi potoka zagledal sivo in premočeno gmoto. Volk? Že je hotel steči nazaj, a si je premislil. Po zaledenelem snegu se je spustil do potoka, stopil v ledeno vodo in zagledal utrujene oči psička. Previdno ga je prijel, stisnil k sebi in hitro švignil nazaj do hiše. Psiček je bil čisto moker in premražen. Še cviliti ni mogel več. Deček je urno zakuril peč, razgrnil staro rjuho in psička obrisal. Vsi trije so se skobacali pod odejo, se stisnili in kot bi trenil zaspali. Ko se je deček zbudil, je zagledal velik, moker jezik. Ustrašil se je, a ko je videl malo vrano Frano, kako vesela skače ob njem in vrešči kra, 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 se je nasmehnil in stal. Pogledal je proti vratom, odhitel do okna in se zazrl v prazno belino. Zajokal je in si z rokami prekril obraz. A že sta bila ob njem psiček in mala vrana Frana.
Skakala sta in uganjala norčije. Kmalu je veselje prevzelo tudi njega in ves dan so se igrali kot najboljši prijatelji. Ko se je zvečerilo, je deček prvič pomislil, da mogoče tudi psička kdo pogreša. Na njegovem vratu je že zjutraj opazil zelen trak in zlat obesek. Psička je vprašal: ali se te lahko dotaknem? Psiček je začel navdušeno migati z glavo. Deček se je dotaknil obeska in soba se je takoj zlato zasvetlikala. Prestrašeno je skočil stran, ko je za sabo zaslišal: ho, ho, ho! Obrnil se je in zagledal Božička, ki se je na široko smejal. Nudli je veselo skakal in prevračal vse, kar mu je prišlo pod tačke. Še vrana Frana je veselo krakala, le deček je žalostno gledal v tla. Božiček ga začudeno pogleda in vpraša: deček, jaz sem Božiček, kaj nisi vesel, da me vidiš? Deček mu potrto odgovori: očeta že 4 dni ni bilo domov. Božiček mu odgovori: hitro nasani, zdaj ko je z nami Nudli, ga zlahka najdemo. In že so se sanmi vozili sem ter tja, levo in desno, ter ga iskali skupaj z jeleni. Kar naenkrat začne Nudli lajati in z gobčkom kazati na tla. Spustili so se in v zavetju krošnje velike smreke zagledali rjav plašč. Deček je skočil s sani, stekel in pod plaščem zagledal premraženega očeta. Od veselja je zakričal, oče pa je z nasmehom rahlo stegnil roke. Povedal jim je, da si je na poti proti domu zlomil nogo in ni mogel naprej. Kako je šele pogledal, ko je videl Božička, ki mu je pomagal do sani in jih vse odpeljal do njune majhne lesene hiše. Ko je Božiček zvedel, kako je bil deček pogumen in kako je rešil Nudlija, je očeta vprašal: kako je temu pogumnemu dečku ime? Oče je tiho odvrnil: njegovo ime je Tjan. To ime mu je dala mama, ki je ob njegovem rojstvu odšla med zvezde. Božiček je samo tiho obstal, se obrnil in rekel: Tjan, bi postal moj pomočnik? Bi postal Vilin Tjan? Deček ga je začudeno pogledal in mu odvrnil: z največjim veseljem, Božiček, a očeta ne morem pustiti samega. Božiček se je samo nasmejal in rekel: Tjan, če postaneš moj pomočnik, ne boš nikdar zapustil nikogar, ki ga imaš rad. V tistem je mala vrana Frana veselo zakrakala, Božiček pa je iz žepa vzel čarobni prah in ga potrosil po dečku, da se je soba zlato zasvetlikala. In tako so se pričele dogodivščine Vilina Tjana. Čudovita, čarobna praznična zgodba. Bravo, Tjan, za vztrajnost ter pogum. Vse pohvale pa tudi vrani Frani, ki ti je ob težkih trenutkih vedno znova stala ob strani. Ljubezen, družina, toplina ter medsebojna povezanost so tiste vrednote, ki v nas prebudijo upanje v čudeže ter pomagajo najti pot do svojih najdražjih. Otroci, današnja čarobna zgodba je že 4. iz serije dogodivščin Vilina Tjana. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še ostalim 3 vilinskim zgodbam, ki so polne novih dogodivščin ter čudežev. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, če se kdaj znajdete v težkih trenutkih, pa ne pozabite, da lahko ljubezen, pogum ter iskreni prijatelji osvetlijo najtemnejše poti. Pošiljam vam vilinski pozdravček. Čau, čau. Bravo.